Spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na današnjem predavanju, ki nosi naslov Kam greš Evropa? Verjetno precej pomembno vprašanje za čas pred volitvami. Z nami so danes trije ugledni gostje, dr. Andrej Umek, Francet Sokejati in dr. Janez Juhant. Mislim, da teh gostov ni potrebno posebej predstavljati. Najprej jih bomo prosili, da bodo podali svoje razmišljanja, na koncu bo pa sledil pogovor in tudi možnost vprašanj. K besedi bi torej povabil dr. Andreja Umeka, ki bo govoril o gospodarskem povezovanju kot najpomembnejši vsebini Unije. Da se zbudimo. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi začel z problemom gospodarskega povezovanja Evrope, ki je izšlo iz nuje v tistem času, ko se je Evropa začela nastajati. In če mi tukaj pogledamo na to, ima Evropa, kam greš Evropa sedaj, imamo praktično tri možnosti. In če gremo na ta slajd, potem vidite, da mi lahko nadaljujemo sedanjo pot ob dopolnitvah in popravkih. Jasno je, vedno je treba gledati na dopolnitve in popravke. Ampak v bistvu ohranjamo sedanjo pot. Lahko gremo na preusmeritev, to je recimo federalna Evropa, to je socialna Evropa, ki se socialno povezuje. Jaz mislim, da ta ne ena, ne druga od teh variant nista sprejemljive, zato ker mi ne moramo v Evropi slediti zgledom, ali bi bilo slabo, če bi sledili zgledom, recimo, ki so se obnesli v Združenih državah Amerike. Ker v Združenih državah Amerike imate vi etnično praktično enotno populacijo in je seveda federalni sistem tista najboljša ureditev. Mi imamo pa tukaj nacionalne države v Evropi in to moramo mi spoštovati, zato ta federalna ureditev ni primerna. Isto recimo, kar levica zagovarja socialno Evropo, mislim, da to ni primerno. Evropa je tako različna, ljudje imajo različen odnos do dela in tudi stroški življenja na severu in jugu Evrope so bistveno različni. To se pravi, ena socialna Evropa ne more obstajati, sociala je še vedno po principu subsidiarnosti, naj bi ostala predmet nacionalnih držav, ki to urejajo. Opustitev ali utapljanje v globalnem svetu, kot neki evroskeptiki vidijo, mislim iz tega, kar bo sledil, kaj je Evropa naredila, kaj je evropsko povezovanje naredilo za Evropo, boste videli, da to ni perspektiva. Že itak nek skupni trg 500 milijonov je v primerjavi z neko Indijo, ki ima 1,5 milijarde in Kitajsko, ki ima še nekaj več, je v bistvu so zelo mehna tvorba. Če hočemo mi ohraniti evropsko civilizacijo in civilizacijo Zahoda, kot je tudi nekateri imenujejo, potem ta možnost odpade. In zdaj bi jaz šel na naslednji slajd, da ne bom predolg, bi to utemeljil. Glejte, ob koncu druge svetovne vojne je obstajalo široko soglasje držav Zahodne Evrope, da je potrebno z temi konfrontacijo prekiniti. Njihov obstoj teh držav in obstoj evropske civilizacije je potrebno medsebojne konflikte preseči, jih izničiti vzroke za medsebojne konflikte, ne samo medsebojne konflikte, in seveda po drugi strani zaradi jasne komunistične grožnje je bilo potrebno zagotoviti, da bo imela Zahodna Evropa bistveno višji življenjski standard, kot ga imajo vzhodnoevropske države. To je en bistvenih elementov združevanja, ki so takrat nastopili. Torej, bila sta dva cilja, preprečiti medsebojne konflikte in seveda biti uspešnejši, gospodarsko uspešnejši, zagotoviti višji življenjski standard v primerjavi z komunističnim vzhodnim delom Evrope. Zdaj pa, če pogledamo
prvi razlog, kaj je vodilo sploh do konfliktov evropskih nacionalnih držav, potem vidimo, da je to gospodarska nesamostojnost teh držav. Nobena od teh držav ni mogla eksistirati na svojem nacionalnem ozemlju. In če se spomnimo, če greste na naslednji slajd, bom jaz samo nekih kratkih dejstv vam dal. Napoleonova aneksacija Alzacije in Lorene je bila potrebna, ker Francija ni imela dovolj premoga, da bi lahko Napoleon svojo armado oborožil. In seveda vzpostavilo je tudi na marionetne države drugje po Evropi. Krimska vojna je bila tista, s katero sta Anglija in Francija zagotovili, da Rusija ne bo prišla na svetovna morja. Nemški boj za življenjski prostor, pa če uporabim besedo in Kampfplatz und Lebensraum, je bil neka stalnica. Nemci so se točno zavedali, da ne morajo na tem svojem nacionalnem ozemlju imeti neke države, ki bi bila ekonomsko samozadostna. Za tega so vse njihove agresivne akcije, ki so rezultirale predvsem v drugi svetovni vojni, so bile jasna posledica tega zavedanja, da si ne morajo in so si hoteli na agresiv način te dodatne vire zagotoviti. Oni so mislili, ko bojo ukorakali na Poljsko, da bojo tam si preskrbeli prehrano za svoje prebivalstvo. Na srečo so bili s tem, ali pa na žalost, kakor hoče, so bili pri tem razočarani. Če pogledate vi sam napad na Jugoslavijo, je izviral iz dveh razlogov. Prvi je bil, in vse to so bili redki metali v Boru in Trepči. In če pogledate, kako je nemška okupacija Jugoslavije potekala, potem boste videli, da je ta potekala tako, da so zagotovili povezavo in dovoz teh materialov v Nemčijo. Ne vem, potem lahko gremo italijanski risorgimento, in če se spomnite recimo še nadalje, francosko-italijanski odziv na gradnjo južne železnice, ko je šlo za zapiranje Avstrije, ali kot so Francozi rekli, preprečiti v nemštvu dostop do Jadrana, to se pravi, da se Avstrijo zapre. Meni je žal, da danes ni našega kolega, profesor Šumrade tukaj, ker on je to kritično knjigo našel v francoski biblioteki Nacional. To je avtor je Leger, Histoire Autriche-Hongrie, kjer on pravi, da je v vitalnem interesu Francije, da prepreči nemštvu dostop do Jadrana in nadaljuje, da so Slovenci prepogrmanjeni, da bi to naredili, kar je vodil do versajskih mirovnih pogodb, kar se je tiče Slovencev in tako naprej. Dodal bi še nekaj, jaz tega sicer ne morem dokazati, se bom upravičil, ampak slišal sem od staršev in jaz jim globoko verjamem. Arhivi angleški so pa nažalost zaprti do leta 1948, tako da ne bom mogel tega dokazati, mogoče kdo mlajši od vas bo lahko to še videl. Jaz tega sigurno ne bom več videl, ampak moj oče je leta 1937 kot podjetnik šel kupovati stroje za svojo gradbeno firmo v Nemčijo in oni so mu razkazovali, kako nemško gospodarstvo prosperira, kako deluje, kako gre vse enkratno. No, ko je prišel nazaj, je napisal za Angleže poročilo, da bo šla Nemčija v vojno leta 1939 po žetvi, zatega, ker bodo takrat izrabila vse svoje materialne resurse. To se pravi, ta nesamozadostnost držav je bila seveda tista ključen konflikt in to je bilo potrebno odpraviti. Tam, kjer je bilo najbolj očitno, če gremo na naslednji slajd, smo začeli pri premog in jeklo, ki je tista najbolj. Torej, še enkrat, ohranitev evropskih nacionalnih držav in medsebojno sodelovanje je bistveno, da se te države med seboj povezujejo ob upoštevanju suverenosti teh držav. Teh državam se ne odreka suverenosti. In to je tista osnovna zamisel, ki sem, kot sem prej rekel, saj jaz mislim, da bi jo morali tudi v bodoče spoštovati. Zato imamo princip subsidiarnosti, na Evropsko unijo prenašamo stvari, ki so bolje upravljane na nivoju unije, ohranjamo pa nacionalno suverenost nad določenimi objekti.
Tako je tudi potekalo osnovno gospodarsko povezovanje, če se spomnite, Svet Evrope 49, skupno za premog in jeklo 52, Rimska pogodba 57, Evropska gospodarska skupnost, vidite, tukaj je ta esenca gospodarskega sodelovanja zelo jasno poudarjena, ne? In Evropska unija, Slovenija vstopi leta 2004. Recimo v vseh razgovorih, ki sem jih jaz tudi osebno imel z recimo Nemci, takrat tudi z kanclerjem Kohlom, on je vedno poudarjal, ja, sedaj ste lahko samostojni, ker imamo Evropsko unijo. Vi ste lahko gospodarsko neodvisni, gospodarsko uspešni, ker obstaja Evropska unija. To je bila njegova praktično mantra skoraj. Prej je bilo to nemogoče, ne nam zameriti, danes so stvari drugačne. In če pogledamo najpomembnejše dosežke te koncepte, je skupno tržišče, prost pretok ljudi, blaga, storitev, kapitala, če hočete Schengen. A Schengen res deluje ali ne? Po moje ne deluje popolnoma in tukaj je ena stvar, kjer pridejo te popravki in izboljšavi. Skupna evropska valuta evro, tudi tukaj ni vse tako rožnato, kot bi moralo biti, je en velik napredek naprej, ampak seveda mi moramo zagotoviti v bistvu, če bom jaz rekel, jugoslovanski sindrom glede dinarja. Ne smemo dopustiti, če hočemo mi, majhne države, imeti karkoli od tega, da se ponovi ta skupni izobraževalni prostor, jaz bi rekel skoraj skupni intelektualni prostor, Erasmus, skupni razvojni prostor, skupni raziskovalni prostor. To so veliki dosežki, kjer so bile nacionalne države pretirano omejene. Lahko bi še naštel, ampak ker se mi čas izteka, bom jaz šel tukaj naprej in bom se, to se pravi, se bi dotaknil, če upoštevamo se bom dotaknil ciljev, kot jih jaz vidim za prihodnjo obdobje. To se pravi, kaj naj bi v naslednjem mandatu se zavzemali naši evroposlanci, zakaj se ne bi zavzemala Evropska ljudska stranka. Izboljšati delovanje obstoječih inštitucij. Kot sem že omenil, Schengen je bistven je za enakopravnost vseh gospodarskih subjektov na evropskem tržišču in to je naš osnovni cilj. Slovenija, če si ne zagotovi enakopravnosti gospodarskih subjektov na skupnem evropskem tržišču, je močno prikrajšana, ker je naše nacionalno tržišče sorazmerno majhno. To se pravi, Schengen pa pomeni, tako kot ga jaz razumem, trda in trdna zunanja meja in brez notranjih meja. To, kar govori Evropa brez meja, ja, brez notranjih meja. To je treba izrecno poudariti, čeprav po moje je to samo po sebi razumljivo. Maastricht seveda zagotovilo obstoječe spoštovanje valute, da je ta valuta stabilna, da se jo ne manipulira, da se jo ne izrablja za preprečevanje kriz in tako naprej. Izboljšanje enakopravnosti vseh evropskih gospodarskih subjektov na skupnem trgu. Kot sem rekel že enkrat, to je za nas izključen cilj, za katerega se moramo prizadevati in kar se temu nasprotuje, moramo tukaj popraviti. Mi moramo imeti enak dostop do tega trga. In kar bi jaz nadaljeval za izboljšanje enakopravnosti vseh gospodarskih subjektov na evropskem trgu, bi jaz predlagal konvergenco na fiskalnem področju, da evropske države, predvsem vsaj tiste, ki so v Schengenu in evru, konvergirajo tudi na fiskalnem področju. To ne bo šlo od danes do jutri, to bo šlo v majhnih korakih, ker je to močen poseg v samostojnost teh držav, ampak to je treba začeti z tako različnimi sistemi, fiskalnimi sistemi, niso gospodarski subjekti na evropskem tržišču enakopravni. In seveda kot naslednji cilj zaustaviti migracije. Jaz bom še enkrat rekel, vsi tisti, ki so nekako iz prirasta in izrasta prebivalstva nekako argumentirajo potrebo po migracijah, se v bistvu zelo motijo. Jaz mislim, da se zelo motijo zaradi tega, ker produktivnost dela bo z industrijo 4.0 bistveno narasla. To se pravi, mi moramo vse te naše probleme, kot je
penzijska reforma, kot je zaposlovanje mladih, moramo reševati skozi 4.0, skozi večjo produktivnost dela, skozi večjo robotizacijo in avtomatizacijo uporabo umetne inteligence. Jaz bi zdaj prišel k zaključku. To se pravi, evropsko povezanje je vsem članicam prispevalo najdaljše obdobje miru v zgodovini Evrope. 70 let miru imamo, mislim, kaj boljšega si mi ne moramo želeti. Konflikti in trenja in vzroki za konflikte in trenja med evropskimi državami so bili eliminirani. In seveda hitrejši gospodarski razvoj in večjo gospodarsko konkurenčnost v globalizirajočem svetu smo zagotovili praktično vsem državam. Koliko je to kdo izrabil, je seveda njegovo, ampak imel je možnost in ima možnost in vsak je tukaj na boljšem. Torej, jaz bi zaključil, evropsko povezovanje je v korist vseh sodelujočih, lahko pa ga še nadgradimo. Hvala lepa. Gospod Umek, hvala lepa. K besedi pa vabim gospoda Cukjatija, ki nam bo spregovoril o identiteti osebe ter narodni in evropski identiteti. Prosim. Hvala. Ja, hvala za besedo. No, zadnje čase se spet pojavlja pogovor o identiteti. Mislim, da je to sproženo iz različnih vidikov, vsekakor pa v bodočnosti se bomo precej več pogovarjali o identiteti, hočeš ali nočeš. Namreč hočem vam povedati, da identiteta ni neka ideološka navlaka, govoriti o identiteti ni sovražni govor in še manj nacizem, fašizem, homofobija, ksenofobija ali ne vem kakšna žaljivka še. Je resna zadeva. In sicer najprej, kaj je identiteta? Identiteta človeka je to, po čemer ti človeka Janeza ločiš od Micke. Po spolu, po imenu, po telesni velikosti, konstituciji telesni, po barvi kože, po las, po frizuri, pa tudi po tem, kaj misli, govori in dela. Torej, kako se obnaša, kako odreagira v istih okoliščinah. Vsak človek drugače odreagira v istih okoliščinah. To je razodetje njegove identitete. In vsi ti elementi sodijo k njegovi identiteti. To je on. In seveda te značilnosti, po katerih je človek pravzaprav to, kar je, sodijo v prvem sklopu v svet biologije, genskega zapisa, materialnih osnov, torej kjer ti je identiteta dana. Ne samo konstitucija barve kože, ampak tudi talent, recimo nagnjenost k glasbi, matematiki in podobno. Tukaj se razlikujemo, ne? To je dano, genetsko dano. Druga je pa ta duhovna identiteta, ko sem rekel, kako se odločaš v določenih okoliščinah. Odločaš glede na druge ljudi, glede na sebe, glede na svojo bodočnost, in podobno. To pa je svetovni nazor. To osnova človekovega odločanja v neki okoliščin je pa svetovni nazor. Svetovni nazor pa ni tak, da bi ga ti v zraku ujel, z njim delal karkoli, ampak to so stališča, ki si jih podedoval že z materinim mlekom, kakšen je odnos do ljudi, v družini, kakšen je odnos med bratci, sestrami, kakšen je odnos očeta in tako dalje, to se pravi v družini, potem kako si, kakšna načela si pridobil in ne samo kaj si podedoval z materinim mlekom, ampak kakšen odnos so imeli tvoji starši, tvoji predniki, tvoja zgodovina, vse ti je daleč tisočletja nazaj. To se pravi, svetovni nazor ni nekaj konkretnega, danega, kar prebrano iz časopisov, to je lažni svetovni nazor, to je neko mišljenje, to je neka, bi rekel,
minljiva zadeva, nek prehodno stališče. Kot identiteta je to stvar, ki zori pri človeku skozi leta in leta. In vedno naprej zori. Ko si mlad, imaš določeno stališče o nekaterih stvarih, ko zrasteš skozi izkušnjo, pa to popravljaš. To je normalen razvoj človekovega nazora in tak nazor resnično pomeni pravzaprav tisto osnovno izhodišče, ki dela v človeku osebnostno jedro. Iz tistega jedra ti deluješ in misliš. In seveda človek, ki nima jasnega svetovnega nazora, in danes je ravno to problem novih generacij, nimajo. Oni svetovnega nazora ne pustijo, da bi nazor zorel skozi izkušnje in da bi identiteta naroda zorela skozi tisočletne izkušnje. Tega nimajo in seveda tak človek je razosebljen človek. In jasen in stabilen svetovni nazor ima torej vlogo osrediščenja človekovega mišljenja in delovanja. Če pa človek tega nima, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku, ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi. Zagnali so se v hišo in padla je in njen padec je bil velik. To je 2000-letna modrost, ki jo vsi poznamo. In ko enkrat pade tak svetovni nazor v človeku, ko ni več to korenina, ga vsak veter prenaša in v to izpraznjeno mesto potem z veseljem pridejo vsi politični mešetarji, pa globalistični načrtovalci javnega mnenja in podobno. In potrošniška družba plane v tisto prazno, izpraznjeno središče človeka. Brez tega središča pa človek ne more živeti. Ne more. In sprejme pač druga pravila igre in vse mogoče, kar ga seveda onesreči prej ali slej in se pojavlja tukaj nekaj dokazano. In sicer naj omenim samo to, pomanjkanje tega osrediščenja, te identitete človekove, predstavlja stanje, s katerim se ukvarja tudi psihiatrija. Disociativna motnja identitete predstavlja celo poglavje psihiatričnih obolenj. In seveda to rečejo nekateri alter ego, to se pravi drug jaz, ker človek pravzaprav ne ve, kdo je. Ne samo, da ne ve, v primeru, da recimo nima staršev, da ne ve, kdaj je bil rojen, kje je bil rojen. To je ena tista nevednost, pomanjkanje identitete. Ampak on ne ve, kaj je. Ne ve, kako se obnaša, kako se odziva na okoliščine, kako naj se odziva. In se enkrat tako, drugič drugače. In psihiatrija je ugotovila po izkušnji koncentracijskih taborišč, kjer je bil človek oropan vsake identitete, mu ni bilo priznano, da je intelektualec, da je pisatelj, da je umetnik, da je niti kaj, kjere narodnosti je, nič. Bil je brezimna številka in to leta in leta v koncentracijskem taborišču. In taki so velikokrat podlegli bolezni, ki se reče trajna osebnostna spremenjenost po katastrofični izkušnji. In mednarodna klasifikacija bolezni to oštevilči z F62.0 in uradni opis tega pomanjkanja identitete je: motnja se kaže kot nezaupljiva naravnanost do sveta, umik iz družbe, občutje praznine in brezupa, kronični občutek, da si nekje na robu, kot da si nenehno ogrožen in odtujen. In seveda potem ta psihiatrija po mednarodni klasifikaciji bolezni pozna tudi motnje spolne identitete.
motnja spolne identitete. In recimo primer transseksualizem, tako visoko opevan kot neka modra zadeva, ne, moderna, opisuje ta mednarodna klasifikacija kot želja živeti in biti sprejet kot član nasprotnega spola, navadno spremljana z občutkom neugodja zaradi svojih anatomskih spolnih značilnosti ali zaradi neustreznosti le-teh, ter želja po kirurških posegih in hormonskem zdravljenju, da bi svoje telo kolikor le mogoče uskladil s spolom, ki si ga želi. Torej, ta motnja človekova se odraža tudi na medicinski ravni. In današnja kultura, današnja, bi rekel, moda, to zanemarja in s tem onemogoča, da se človek pravzaprav poglobi vase in se vpraša, kaj sem, in poišče svojo identiteto. Jo spoštljivo sprejme. Sprejet mora tudi, recimo, če je invalid, mora sprejeti svojo invalidnost. Drugač bo v stalnem nemiru, če jo ne bo sprejel. Sebe moraš sprejeti. Torej, nespoštovanje identitete je izvir hudih, resnih motenj. In govoriti o identiteti ni sovražni govor. Zanikati identiteto, to je sovražni govor. In seveda, vsi tisti, ki po Evropi torej širijo poniževanje in preganjanje nacionalnih čustev in domoljubja, bi se morali zavedati, da s tem povzročajo pravzaprav evroskepticizem. Odkot izhaja evroskepticizem? Najpogosteje iz tega, ker si ne pustijo odvzeti svojo nacionalno identiteto. Jaz sem Slovenc. Si ne pustijo odvzeti. Od tod ta podzavestni odklon od neke inštitucije, od Bruslja, če zanemarja to vrednoto, ki jo človek nosi v sebi, njegovo identiteto. In narod, ki te identitete nima, je prav tako kot posamezen človek, ki ga lahko nosijo okoliščine levo, desno, kakor izgubljen je narod. Narod, ki pa ima svojo identiteto, to se pravi, ki ima tako kot človek, ki ima svojo identiteto in se razlikuje od drugih ljudi, tako se mu tudi narod se razlikuje od drugih narodov. In to ni greh, to ni napaka, to je osnova njegovega življenja. Samo en primer naj navedem. Vse ga poznate večinoma. Angleški zgodovinar in zdravnik John Corselis je v Vetrinju v tistih težkih povojnih časih občudoval preživetveno moč slovenskih beguncev. V Vetrinju so bili naši, ki so izgubili svoj dom, imetje, domače okolje, domovino, sesula se jim je prihodnost. Njihovi najdražji sinovi, bratje, očetje, možje so bili vrnjeni. In ko so preostali begunci izvedeli, skozi kakšno krvavo morijo so šli, se je kot ta Corselis, Anglež, spraševal, takole je zapisal. Kako je mogoče, da jih to ni popolnoma ohromilo, zlomilo in pognalo v obup? Odkot presenetljivi zasuk, odkot rešitev iz te more? Dejansko so se preprosto pobrali, se obrisali prah in zaživeli. Ob minimalni tuji pomoči so že v 3 mesecih ustvarili v Liencu skupnost, ki je slonela na tako visokih strokovnih, socialnih in kulturnih vrednotah, da je postalo njihovo taborišče zgled za Južno Avstrijo. V barakah so organizirali šolstvo, gimnazijo in njihovo maturo so priznale celo avstrijske univerze. Odkot izvirajo korenine vetrinskega čudeža, izjemnega pojava, za katerega sta značilna moralna žilavost in presenetljivo okrevanje 6000 ljudi, oropanih vsega, se sprašuje Corselis in pravi. Omenil bi 4 dejavnike. Prvič, kakovost in silovitost njihove vere. Samo en zgled. Ko so izvedeli, kaj se je zgodilo s svojci, so se zgrnili in do konca napolnili cerkev na robu vetrinskega taborišča.
Obupen jok je pretresal Božjo hišo. Psiholog bi dejal, da je šlo za ritual žalovanja, za katerega je znano, da je za svojce žrtev bistvenega pomena. Pomaga jim, da množično izgubo prepoznajo, se z njo spopadajo, posrkajo bolečino in se iz izgube prebijajo. Drugi dejavnik je vzvišen občutek domoljubja in narodne istovetnosti, strastna pripadnost narodu. Tretji dejavnik je bil skupina naravnih voditeljev. Četrti, zelo močan dejavnik, pa je bilo 550 otrok, za katere so skrbeli. Tako je torej Corselis, danes bi rekli, da so bili oboroženi, ti naši Slovenci, oboroženi za religiozno, narodnostno in družinsko identiteto. Tudi za Evropo, torej za narod, velja stavbo in obstal na skali in ne na pesku. In prav je, če gremo v današnji čas v dobo migrantov. Prav je, da Evropa spoštuje muslimansko identiteto migrantov in ne zahteva od njih spreobrnitve. A zakaj zagovorniki množičnih migracij in multikulti ideologije ne spoštujejo tudi naše slovenske identitete, našega vrednotnega sistema, od spoštovanja družine, očetovstva in materinstva do pripadnosti domovini in svojemu jeziku? Glejte, spor na področju identitete je seveda takšen, da se z ene strani zanika to, kar drugi, ki imamo to identiteto, ne moremo dovoliti. In sicer že od nekdaj je bilo tako, da je pravzaprav človek najbolj branil svojo identiteto, to, kar je. Tudi ko je zapadel v ujetništvo, v suženjstvo, je hotel ohraniti sebe in svoje dostojanstvo. No in seveda tudi Evropa je glede tega na razpotju. Tudi znani levičarji, sodobni levičarji ugotavljajo, da pravzaprav smo preveč, je tudi leva politika preveč pozabila na vrednote, identiteto prebivalcev in narodov. Recimo, ameriški filozof in politolog, znan Francis Fukuyama, je prejšnji mesec na avstrijski televiziji v pogovoru z avstrijskim predsednikom Van der Belenom rekel: vzpon populizma je odgovor na odprto vprašanje identitete. Mnoge liberalne družbe zanemarjajo pomen identitete in vrednot. Evropa mora poskrbeti za negovanje evropske identitete. Februarja lani je šla njegova knjiga Identiteta, kako izguba dostojanstva ogroža našo demokracijo. Zanimivo, zaprisežen levičar ugotavlja, da so levičarji pozabili na identiteto. Ampak on, če kdo, bi se moral zavedati, da je marksistična levica že pred 150 leti to kot osnovni cilj si zadala, uničiti identiteto. To ni nič pozabljeno, veste, to je načrtovano že od srede 19. stoletja. In sicer je takrat seveda Karl Marx v svojem programu komunističnem skupaj z Engelsom načrtoval uničenje zasebne lastnine, vere in družine. Ne? Ne. To vidite, kaj pa je naše v vetrinju držalo gor. Ne? To se pravi, to uničiti, to, kar te drži gor. Ne? Že takrat. In danes seveda vojna, danes se pravzaprav odvija vojna proti evropski identiteti, proti nacionalni identiteti, se odvija že kar nekaj časa. In jasno, da recimo spregledanje ali pa nespoštovanje tistih osnovnih načel, ki
ki pravzaprav delajo skupno življenje znosno, to je spoštovanje pravnega reda, kazenskega zakonika, kaj je prav, kaj je narobe, to uničiti je seveda najslabše. Ampak kaj se nam pri migracijah dogaja? Da pravzaprav novi prišleki za njih ni več kaznivo oziroma se jim gleda skozi prste, tudi naša evropska sodišča, posilstva, potem prisilne poroke, tudi obrezovanje deklic se dogaja. In pa seveda sovraštvo do nevernikov, do vseh nas nevernikov, uboj nevernikov. To je popolnoma drug pravni sistem, kazenski zakonik, in ta se tolerira. In seveda brez skrbi oni ne bodo tolerirali naših zahtev, ampak mi bomo tako načrtovalci bodočnosti, te levi, bom kar rekel levi, seveda načrtujejo, da bo Evropa pokleknila in bo zavladal drug svet, ki bo seveda izničil vero, krščanstvo seveda, zdaj krščanstvo, druga vera ni važna, in pa družino. In seveda, gledajte, skozi več tisočletno zgodovino, skozi zmage in poraze, bolečine in krivice, poniževanja, pa tudi skozi trpljenje vseh treh totalitarizmov je pravzaprav Evropa vendarle ponotranjila neke vrednote, vsaj na začetku ustanovitve, pod Schumannom, Adenauerjem in De Gasparjem je bilo tako, ponotranjila vrednote svobode, pravičnosti, enakosti, ljubezni do svoje domovine. In če mi te identitete ne bomo ohranili in ji pomagali, da dozori, potem seveda bodo tisti, ki žalijo to identiteto, še naprej žalili nas, in če jo bojo uničili, bodo uničili tudi nas. Tega pa seveda mi ne moremo dopustiti in nikoli tudi ne bomo, ker tega človek, ko enkrat dopusti, je samomor. Hvala. Hvala lepa. Gospod Juhant, prosim vas, da nam spregovorite o Evropi in krščanskih vrednotah. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Nadaljeval bom pravzaprav tu, kjer je predgovornik dr. Cukjati začel oziroma izvajal. Glavno vprašanje, ki si ga zastavljam, je, kako je mogoče povezati mistiko in politiko. Eden izmed mojih kolegov, ki iz Tübingena je napisal eno precej veliko knjigo, v kateri poskuša odgovoriti na to vprašanje in pravi, da je seveda prava politika pravzaprav tista, v kateri ljudje poglobljeno gledajo na življenje in poskušajo seveda tako oblikovati tudi svoje okolje in svoj javni prostor. Tu smo pa seveda pri vrednotah, pri temeljih, iz katerih izhajamo, in sam seveda to tudi poudarjam, da je to eden izmed ključnih problemov in se strinjam, kar je bilo že rečeno, da gre za zapleteno, vendar izjemno pomembno in preživetveno vprašanje Slovenije in Evrope, kako pravzaprav zagotoviti te duhovne temelje. Znano je, da je že španski filozof Gasset nekako označil modernega človeka, da poskuša uživati tako, da najeda že temelje svojega bivanja. Ali, kot je rekel 100 let kasneje nemški pravni teoretik Beckenförde, da Evropa oziroma da sodobni človek ne zagotavlja temeljev, iz katerih živi. Ti temelji so seveda, lahko rečemo, tudi gospodarski, ampak so še bolj seveda duhovni. Se pravi, človek kot duhovno in telesno bitje je bitje, ki potrebuje oboje in nekako oboje
temelje mora graditi, zato so srednjeveški misleci poudarjali, da je treba moliti in delati in nekako najbrž tudi v sodobnem času ne bomo iznašli neke nove formule, po kateri bi ustrezno opredelili človeka. In zato je to oboje nujno in seveda sedaj postaja vprašanje, kako to deluje v sodobnem svetu. Zdi se mi, kot izhodišče bi postavil, da Evropa, ki je nastala, kot je bilo že rečeno, na krščanskih temeljih in so ti bili zelo bistvenega pomena. Ne samo, da je šlo to za gospodarske zadeve, kot je bilo rečeno, ampak tudi za vprašanja, kako nekako duhovno povezati svet, v katerem živimo, in preseči nekako te temelje, ki so privedli do totalitarizmov in vojnega klanja v prvi in drugi svetovni vojni. Mimogrede, o tem so se spraševali že politiki oziroma tudi vsi ostali intelektualci po prvi svetovni vojni in že takrat so nekako izpostavljali, zakaj se je pravzaprav moglo to dogoditi, če je Evropa krščanska, kako da so kristjani tako daleč zabredli, da so se masovno pobijali na različnih frontah. In to vprašanje pravzaprav je se zaostrilo potem še posebej v drugi svetovni vojni. Danes se to vprašanje zaostruje nekako v tem smislu, da se zdi, da v tako imenovanem globalnem svetu vendarle procesi potekajo prvenstveno gospodarsko. In seveda zaradi tega tudi imajo gospodarski subjekti in njihovi upravljavci, predvsem pa odločevalci, in danes vidimo, da je to vedno manj ljudi, ker se nekako kapital koncentrira, glavno besedo. In ti odločevalci pravzaprav vedno bolj nažirajo tiste temelje, ki so pa nekako antropološko in seveda tudi krščansko bistvenega pomena, se pravi samostojnost osebe, subsidiarnost in seveda tudi solidarnost v svetu, v katerem živimo. Po eni strani se zdi, in tudi raziskave kažejo, da se sodobni svet s to globalizacijo vendarle izboljšuje. Neke raziskave potrjujejo, da je recimo revščina v zadnjih desetletjih gledano globalno se veliko zmanjšala, recimo do 50% celo govorijo recimo v primerjavi z 30 leti nazaj. Vendar kljub temu je danes ključni problem, kako v tej globalizaciji pravzaprav urejevati te stvari. Mislim, da je ta problem tudi ne samo krščanske Evrope, ampak tudi islama. Jaz osebno vidim problem islama v sodobnem svetu tudi v tem, da in tudi vseh fundamentalizmov, ki se tu pojavljajo, da dejansko vse povsod prihaja do težav identitete, ki je morda pri islamu še hujša, kakor pa je to recimo pri krščanstvu, ki ima vendarle nekako urejeno idejno strukturo in tudi urejeno, vsaj katoliški cerkvi, hierarhijo urejevanja tega. Zakaj prihaja do teh težav? Zaradi tega, ker, kot rečeno, se pojavljata tu dva svetova. Po eni strani je ta globalni gospodarski svet, po drugi strani pa nekako ta globalni gospodarski svet ne dobi ustreznega dopolnila v idejnem izmenjavanju, ki je pa mogoče samo po subsidiarnem načelu. To se pravi, če govorimo danes o globalnem svetu, moramo upoštevati znano pravilo, ki ga je postavil nemški sociolog Ulrich Beck, ki je rekel, da je bila prejšnja stara moderna, pravzaprav totalna moderna, prišla je postmoderna, ki izhaja iz posameznih avtonomnih delov, sedaj smo pa v dobi tako imenovane, kot on pravi, druge moderne. On to vprašanje nekako aplicira predvsem na vprašanje religij in njihovega medsebojnega odnosa,
lahko ga pa razširimo tudi na vsa druga področja. Po subsidiarnem načelu v postmoderni je nujen dialoški proces, kot pravi Ulrich Beck, po katerem je mogoče te različnosti v medsebojnem dialogu izdržati in jih tudi pripeljati k nekemu skupnemu sobivanju. Ta proces je sila zahteven, vendar nujen in mislim, da vsi problemi, tudi problemi identitete, ki se pojavljajo v Evropi, kažejo na to, da te pripravljenosti ni. Recimo, če je, kot vemo, nemška kanclerka recimo videla vprašanje migracij predvsem v tem smislu, da se okrepi gospodarski potencial recimo nemške družbe, je seveda naredila sebi medvedjo uslugo, kajti prišli so ljudje in danes se seveda Nemčija zelo podrobno mora ukvarjati s tem vprašanji, ki so kompleksni, pa seveda tudi vsa ostala Evropa. Podobno lahko rečemo tudi za Francijo, ki je nekako že v prejšnjih desetletjih recimo sprejela migrante in jih ponovadi tudi naselila v neke getoje in iz teh getojev prihaja danes nekako tako daleč, da pravzaprav celo policaji ne upajo več v te skupnosti. To se pravi, to vprašanje je nujno in seveda tudi potrebno reševati dialoško in seveda zato pa potrebujemo prisebne, tudi usposobljene ljudi in zato je pravzaprav po mojem mnenju nujno, da se tudi kristjani, in sedaj bom govoril predvsem o tem, vprašamo, kako je s to našo identiteto. Mogoče še k temu, da je to seveda še posebej problem Slovenije, sam to rad poudarjam, kjerkoli pač pridem do besede, ker se mi zdi, da se je ta problem začel že z Antonom Mahničem v prejšnjem stoletju. Podobno nekako je seveda tudi v Evropi, tudi recimo nemški liberalizem je sprožil pravzaprav ustanovitev krščanskih strank in takrat se je pravzaprav začel ta spopad, ki ga je tudi kolega omenil, ki ga je poskušal Marx in drugi seveda levičarski ideologi speljati po tako imenovani levici in problem te levice takrat in danes je predvsem v tem, da poskuša per negacionem, to se pravi po negaciji priti nekako v družbi vpliv. In tudi, če pogledate našo slovensko, tako imenovano levičarsko politiko, se v glavnem nekako vzpostavlja po negaciji, to se pravi po zanikanju recimo tistih, ki jim služijo potem kot nekako oporniki za njihovo politiko, to se pravi borba zoper cerkev, zoper SDS, Janeza Janša in podobne stvari, to se pravi, to so tisti oporniki, ki vzpostavljajo levo politiko. Politika pa se, kot rečeno, lahko vzpostavlja samo v dialoškem procesu, v katerem vsak tudi postavi svojo identiteto. In sam sem prepričan, da tako Slovenija kot tudi širša Evropa, kjer se recimo tudi nemški krščanski demokrati sprašujejo, kaj ima zdaj še krščanstvo recimo v njihovi stranki, da je to mogoče samo na tej bazi. Mi ne moramo iskati nekih duhovnih temeljev, niti ne v islamu, niti ne v hinduizmu ali daoizmu ali kjerkoli druge, ampak moramo te temelje poiskati na tem temelju in kot so zelo dobro poudarili recimo tudi znani duhovni voditelji recimo 19. pa 20. stoletja, kot so bili Gandhi, ki so pripomogli svojim deželam tudi k osamosvojitvi ravno na podlagi teh duhovnih temeljev, je to mogoče samo tako, da človek odpre te duhovne kanale. Zakaj? Zato, ker v duhovnem svetu pravzaprav se je mogoče v tej različnosti, v kateri danes živimo, med seboj srečevati. Tega srečevanja ni mogoče drugače, kakor da odpiramo te duhovne kanale, poskušamo človeka, ki je duhovno bitje, ujeti v svojem bistvu in vsi vemo,
tudi v naših medsebojnih odnosih se to vedno znova pokaže, da se pravzaprav ljudje srečamo v srečanju. To se pravi, in v tem je tudi ne samo sreča, ampak je tudi pravzaprav človek začuti, aha, to je pa tisto pravzaprav, kar živimo. In gledajte, ta model je nujen tudi za politiko. Nobena politika, to je poudaril že znani filozof Immanuel Kant, ki je v svojem delu o večnem miru poudaril, da se vse pogodbe morajo napraviti na odprtem dialogu, da se pravi federalnost, in to velja tudi za Evropo, je mogoče samo v medsebojnem dogovoru. Ni mogoče delati, in to vidite tudi recimo na primeru, vzemimo danes Madžarsko ali pa kakšno drugo, recimo evropsko državo, kjer ni pripravljenosti, da se soočamo s to politiko posamezne države, da upoštevamo njene posebnosti, njeno identiteto in da smo tu pravzaprav, da tu spoštujemo enaka merila, tam pravzaprav do takega dialoga ne more priti. In pot k temu je seveda samo pot res notranje prenove človeka in seveda tudi v širšem smislu naroda. In zato mislim, da je za našo družbo izjemno pomembno, da vztrajamo na teh krščanskih načelih, da jih poskušamo tudi kot ljudje uveljavljati v svojem življenju in da poskušamo potem tudi svoja politična prepričanja širiti na teh temeljih, kajti ta načela zagotavljajo, da spoštujemo avtonomnost osebe, da spoštujemo tudi subsidiarno načelo, in mislim, da tudi težave, recimo tudi Brexit in druge stvari, kažejo na to, da to načelo v teh političnih procesih ni bilo dovolj upoštevano in zaradi tega je prihajalo tudi do trenj in seveda tudi do stranpoti, in podobno velja tudi v našem notranjem političnem življenju. Seveda, kakšna bo usoda, boste rekli, govorim idealne stvari, seveda govorim idealne stvari, ampak ne glede na to, če hočemo, da se bodo te stvari speljale, potem je treba ubrati to pot, ki je sila zahtevna, in v Svetem pismu imate spet dovolj dokazov, da je to pot, ki je ozka, ki je zahtevna, ki terja od vsakega izmed nas prisebnost, poglabljanje in potem seveda tudi uveljavljanje teh načel po načelu sodelovanja, vzajemnosti, pogovorov, zelo včasih zahtevnih procesov, vendar ta pot edina vodi k reševanju vprašanj sodobnega sveta. In zaključil bom pa s tem, da ne glede na to, da je to tudi projekt za politiko in za vse ostale družbene dejavnosti, ki se pa danes velikokrat seveda peljejo po veliko drugačnih kanalih, recimo predvsem vidim tu veliko nasprotje med tako imenovanimi zelo ozkimi gospodarskimi tokovi in na drugi strani zahtevami širšega političnega področja, in mislim, da je tu potrebno veliko več dialoga, tako v naši notranji politiki, kakor tudi v širšem evropskem kontekstu. Kar pa zadeva seveda naše življenje, pa mislim, da je izjemno, da bo to načelo pravzaprav reševalo mene, bo reševalo nas v našem družinskem življenju, v širšem procesu, in zato verjamem, da je mistiko in politiko treba najprej združevati v mojem osebnem delu, v delu v družini, v manjših avtonomnih skupnostih in jo širiti tudi v širši družbeni prostor. Hvala lepa. Torej, hvala lepa govorcem. Čas je za vprašanja. Bom začel kar z vprašanjem gospodu Umeku. Torej, nočna mora, evropska nočna mora zadnjih tednov je gotovo Brexit. Je ta angleška odločitev opomin Uniji, da samo skupni trg ne zadošča in ne zagotavlja obstanka v Uniji, ali pa je res, kot je bil prepričan de Gaulle, da zaradi pretesnih vezi z Združenimi državami Anglija ne sodi v to skupino? Ja, hvala za vprašanje. Ja, jaz bi rekel tako, vsi očetje Evropske unije so smatrali, da obstaja nek osnovni
evropeizem, biti evropejec. Recimo Bertrand Russell je to izrazil za modrost Zahoda. On je to poedotil, da je ta popolnoma enotna in da bo ta efekt, da je to zagotovljeno. Kazalo se je, da to ni zagotovljeno in da se tukaj ravno v primeru Velike Britanije je prišlo do odločnih tez, vladajo različni pravni sistemi na evropskem kontinentu in na Veliki Britaniji. Pravo pojmovanje zakona, kdaj je zakon veljaven in tako, je bistveno različno. Poleg tega pa seveda tradicionalna navezanost Velike Britanije na čezmorska ozemlja. Jaz ne bi niti tukaj izpostavil toliko Združenih držav Amerike, predvsem bi izpostavil Kanado, Avstralijo in Novo Zelandijo. In Evropa je tudi vlekla odgovor na ta vprašanja. Recimo, če se spomnite, ravno v času Brexita so bili ta prostotrgovinski sporazumi z Kanado in Združenimi državami pod vprašanjem. Če bi Evropa uspela te zaključiti, ali bi plebiscit v Veliki Britaniji dejansko uspel. Ampak tukaj je jasno, ljudje v Veliki Britaniji so razdvojeni, po statistikah, nekako po analizah kaže, da starejša prebivalstvo, ki je bilo navezano na imperij, na imperialno vlado, je glasovalo za Brexit, dočim mlajše generacije so se tukaj uživele v Evropo. Tako da tukaj je eno kompleksno vprašanje, mislim pa, da mi moramo to evropskost, filozofsko evropskost, kot so tudi ostale dva govorijo, stalno poudarja, to je tista osnova. In ko enkrat zagotovimo, jasno, da se bo pa to naprej razvijalo, ko enkrat zagotovimo poenotenje Evropi in poenotnost evropskega zavedanja, bo seveda se odprlo drugo vprašanje, ki ga tudi vrsta avtorjev načenja, mislim, da je danes v to predelževi šli, namreč jaz sem trdno prepričan, da gospodarska konkurenčnost družb, ki temeljijo na različnih ideoloških temeljih, je zelo vprašljiva. Nekatere družbe so uspešnejše, druge so manj uspešne. In tukaj lahko govorimo recimo o teh treh virstvih, lahko govorimo tudi o ideoloških družbah. Recimo komunistična družba se je izkazala predvsem in je propadla zaradi tega, saj v Evropi, ker je bila gospodarsko neuspešna. Ona ni zdržala konkurence z svobodnim gospodarstvom na Zahodu. Ja, sej to. Kitajska je pa se iz tega nekaj naučila. Recimo, če vi pogledate, komunistična družba v Evropi ni nikoli, tudi Sovjetski zvezi, ni nikoli vstopila v tretjo industrijsko revolucijo. Kitajci dajo temu velik poudarek. Oni se tega zavedajo, da je Sovjetska zveza tukaj zgrešila in hočejo to kompenzirati. Ali bojo pa pri tem uspeli, jaz v tem močno dvomim, recimo, ker če jaz zdaj samo na dve primerjave, poglejte, če mi gledamo recimo 40 let nazaj, pa pogledate Japonsko, ki je bila v strahotnem vzponu, praktično vse, kar ste Japonsko, od motociklov do radijev, do televizorjev, do vsega, vse je bilo Japonsko. Danes je ta japonska gospodarska uspešnost zelo prikrajšana. In jaz mislim, da bo se podobno nekaj zgodilo tudi za Kitajsko. Nisem siguren, ampak dvomim. In jaz mislim, da tukaj so te stvari in jaz bi samo še to, kar je, če smeš še eno minutko, poglejte, jaz mislim, da Evropa ima čisto jasne civilizacijske in kulturne temelje, ki grejo v bistvu trdno na svetopismo. Bog je ustvaril človeka po lastni podobi in mu dal prosto voljo. Ampak hkrati mu je dal 10 božjih zapovedi. Ta sinteza je za mene saj osnovni gradnik človeške družbe. Moderne, zdaj lahko to kakorkoli interpretirate. Na osnovi tega in zaveze je sledila v bistvu tehnološka revolucija, ki spoštuje v bistvu
veljavnost naravnih zakonov, ki je upeljala veljavnost naravnih zakonov. Ti so omogočili industrijsko in znanstveno revolucijo v Evropi. Zatega je evropska in s tem tudi zdaj ameriška znanstvena revolucija sta enkratni v svetu. Vse druge, pogledamo, so imitacije. In pa bi lahko o tem še veliko povedal, ne? In recimo tukaj pogledajte, kje je bil osnovni spor in kje se je ravno na tem. Eno od teh značilnosti recimo evropske družbe je bil tudi novi pozitivizem z Machom na čelu. Teorija pade, ko skonstruiran protiprimer. Pod obtožbo modernega pozitivizma si šel lepo sedeti, ne samo v Sovjetski zvezi, tudi v Sloveniji. Ne. To se pravi, tukaj so te konflikti in vendar, če pogledate, je moderni pozitivizem osnova za moderno znanost. Ali bojo to te družbe, ki temeljijo na drugačnih tradicijah, na drugačnih zgodovinskih osnovah, lahko premagale in se prešle in se približale evropskemu načinu zmišljenja, torej modrosti Zahoda, jaz nisem tako prepričan, ampak vsekakor bo pa trajalo še kar nekaj časa. Hvala lepa. Upam, da nisem bil predolg. Jaz bi k temu dodal, da gledajte, to je res, da Evropa temelji na tem. Samo vse, kar se v Evropi dogaja, tudi v zvezi, kar se odnos do katoliške cerkve in tudi drugih cerkva in tudi znotraj cerkva in tudi katoliške cerkve, je uperjeno zoper destrukcijo tega temelja. In zato je seveda to danes ključno vprašanje preživetja. In jaz pa mislim, da je to tudi po eni strani prilika, vedno je bilo tako v osebnem življenju, ker pogledajmo vsak svoje osebno življenje, pa tudi družbeno življenje, na napakah ali na grehih smo se največ naučili in smo tudi najbolj napredovali. To se pravi, preizkušnje vedno človeka največ naučijo. Tako da jaz verjamem, da so ti procesi mogoči in dopuščam tudi možnost, da nas lahko tako islam, kakor tudi drugi sodobni tokovi, ne pozabite, Kitajci zelo vneto vzpostavljajo svoj konfucionizem tudi v podporo tega sistema. Ne marajo katoliškega krščanstva, tu je še vedno velik problem v državi. Poskušajo pa zelo okrepiti, se pravi, odnose, kar je temeljna postavka konfucionizma, odnose v družini in pa seveda odnose vladarji, podložniki. Kar seveda pa spet ni lahko vprašanje, kajti pretekli sistem je marsikaj tega destruiral, kakor vidimo tudi v naši državi, in to na novo graditi je zelo zahteven proces, ampak jaz verjamem, da z dosledno odprtostjo in tudi nekateri koraki sodobne družbe tudi pod vplivom krščanstva kaže na to, recimo teoretiki kot Girard, recimo, ali pa de Moos, tudi eden izmed psihologov, ki se ukvarja s tem vprašanji, kaj zavre človeka, recimo v otroštvu. Vsi ti poudarjajo, pa recimo nemški tudi psihiater Dores recimo poudarjajo, da je krščanstvo ravno v veliki meri vplivalo za to, da so se zadeve izboljšale in nekako posebej ta Dores recimo poudarja, da ljudje danes nasplošno bolje živimo. In mislim, da to tudi premalo upoštevamo. To se pravi, gre razvoj sveta vendarle v pozitivno smer in izzvani smo, da na osnovi tega delovanja tudi znotraj cerkve, sem to tudi že večkrat poudaril, da bi se morali tudi v slovenski cerkvi bolj organizirati, ne glede na vse probleme, ki jih imamo ali ki so, da k temu pripomoremo, s tem pripomoremo k razvoju naše slovenske in tudi evropske družbe. Jutri se bodo nadaljevali pogovori med Kitajsko in Evropsko unijo glede trgovinske izmenjave, ki so se okrepili tudi zaradi Trumpove carinske politike. In v teh pogovorih se zdi, da je evropska stran precej popustljiva in ni odločno zahtevala prepovedi telekomunikacijskemu velikanu Huaweiju posredovanje podatkov pridobljenih v evropskih omrežjih svojim varnostnim službam, kar morajo po zakonu narediti.
tega, da ta država grobo krši človekove pravice in tudi v zadnjem času smo slišali, da zelo močno se krepijo napadi na podzemno katoliško cerkev, se v pogajanjih z Kitajsko ne omenja, vsaj ne tako javno, pa čeprav se zdi, da Kitajska bolj potrebuje Evropo kot obratno, smo ne nazadnje njihov glavni trg. Gospod Cukjati, a je ob tem, da Evropska unija gleda na neko ekonomsko korist, pri tem pa morda pozablja načela, ki jim je bila zavezana ob ustanovitvi, skrb za človekove pravice, mir, širjenje demokracije? Ja, to je vse res, tudi kar si že sam odgovoril, ampak bistvo je sedaj v zadnjem mandatu, da nimamo državnikov v Bruslju, nobenih državnikov, vsaj po mojem mnenju. To je. Biti državnik pa pomeni, da čutiš z identiteto tistega naroda, za katerega si odgovoren. In mi bi rabili v Bruslju ljudi, ki bi razumeli identiteto Evrope. Jo pa preganjajo, zanemarjajo, se ne vejo, kaj je to. Se ne vejo, kaj je to. Šele takrat se potem lahko vodstvo, državnik, resnično zainteresira, da zaščiti svoj narod, svojo Evropo, torej tistega, za katerega je odgovoren. Mislim, da je to razlog. In kaj se nam zdaj dogaja? Dogaja se, poglejte, odnos Bruslja do Poljske, do Madžarske, sedaj do Italije, torej drugega, ki drugače čuti, ki omenja identiteto, to je sovražni govor seveda, ne? Tistega ne razume in ga hoče z birokratskimi ovirami onemogočiti, s kaznijo. Ker jaz mislim, da je v zvezi z identiteto je razumljivo, da lahko obvladaš nek narod, oziroma narod lahko živi kot narod ali država, samo glede identitete, samo na 3 načine. Ali identitete nima in potrebuje potem država oster varnostni organ, ki preganja vse, ki seveda ljudje kar tako frčijo brez notranjih, bi rekel, notranjih nagnjen direktiv kontrol. Ali pa dovoliš svobodo in daš ljudem popolno svobodo, ampak potem tudi potrebuješ birokracijo, ki nadzira te ljudi in jih seveda kaznuje ob vsaki priložnosti. To se danes dogaja, ne? Birokracija se širi, birokracija nič drugega, kot zapovedujejo, kaj moraš delati in česa ne smeš delati, ne? Evropa je pa ravno v tem postala Evropa, ki ji zavidajo tudi Kitajci, pa ves ne krščanski svet, da je dala svobodo, ampak je nekje iz svojih globin potegnila in dala ljudem tudi dolžnosti in notranje kriterije. Veste, kdor ima v svoji identiteti zapisano 10 božjih zapovedi, po domače povedan, ali pa vsaj ne laži, ne kradi, ne ubijaj, potem ne dela kar če. Ne bo kradel, ne bo goljufal sosedu, ne bo kradel državi, ne bo ubijal z besedo, žalo in tako dalje, ne? In podobno. Potem mu lahko daš svobodo. In ta svoboda je potem osnova za razvoj, za razcvet gospodarstva in vsega tega. Jaz mislim, če tega ne bodo uspeli, tudi v hinduizmu, Kitajci ne bodo uspeli na dolgi rok. Ne bodo. In tudi Evropa bo ta svoj notranji potencial izgubila, ne bo več dovolila svobode, ker ljudje ne bodo več imeli notranjih načel. In že sedaj to doživljamo. To je pa resnično pot v propad Evrope. Dovolite še samo eno pripombo. Jaz mislim, da sedanja komisija je v pogajanjih s Kitajsko se ni najboljši izkazala,
ker eden ključnih momentov, ki ga bi jaz pričakoval od komisije, je striktna zaščita intelektualne lastnine Evropejcev. Na tej intelektualni lastnini mi gradimo naš gospodarski razvoj, mi gradimo našo gospodarsko uspešnost in to je treba zaščititi. Poglejte, jaz bom samo, če gremo analizam, s čim je Reaganova administracija strla komunizem. War of the Evil Empire. Ja. War to the Evil Empire. In kaj je bila osnovna točka Warzu? 3 točke. Ja, 3. Prva točka. Koliko lista? Prepoved prodaje mikroprocesorjev. Koliko lista? Cela? To je šlo še več. Nizka cena nafte. Tako. Prepoved prodaje Pa mikroprocesorjev. Space War. To je bila, to imate v knjigi Victory od Petra Švajcarja, imate to lepo upisati. Ampak zaščita intelektualne lastnine je tisti moment, ki ga mora Evropa z vsemi, ki trguje, z vsemi, ki ima odnose, ščititi. Ne svoje intelektualno lastnino Evropejcev, ker ta je individualna in to je treba zaščititi. Zato rabimo Evropo in samo Evropa, ki bo ščitila intelektualno lastnino svojih državljanov, je lahko tudi uspešna. Ja, samo en dodatek k temu, Igaset zelo poudarja, torej, da politika, ki hoče obvladati ljudi, hoče množico in ne pusti posameznikov. Jaz sem govoril o subsidiarnem načelu, kjer je temelj oseba, subsidiarnem načelu, kjer so temelji manjše enote in se na njih gradi. Mislim, da je to ključ sodobne Evrope, ker so pa gospodarski res in na to mislim, da gre ta zadeva v ospredju in velikokrat tudi z različnimi mehanizmi poskušajo ti gospodarski lobiji, ki gredo celo preko vlad in politikov, vplivati na sodoben proces, se to dogaja. Zato je seveda ta kompleksen proces v sodobnem globalizacijskem svetu izjemno zapleten, vendar kljub temu jaz upam na razumnost ljudi, da se bodo tudi za svoje interese, ker končno je dolgoročno to tudi stvar preživeti. Jaz velikokrat tudi v naši družbi si rečem, recimo, zakaj politiki delajo takšne odločitve, ker s tem tudi svojim otrokom, ki jih imajo, jaz jih nimam žal, ampak z njim pravzaprav delajo dolgoročno medvedjo uslugo. Ko se je leta 1955 oblikovala zastava in simboli za svet Evrope, ki je danes tudi zastava Evropske unije, je bilo kar veliko polemik, ker je v procesu sprejemanja in iskanja simbolov je Turčija zelo jasno zahtevala, da se recimo nobenih krščanskih znamen ne uporabi. In ko je bil predstavljen končni izdelek, so bili vsi bolj ali manj zadovoljni, ampak glavni oblikovalec zastave, ne vem, če bom pravilno odgovoril, Arsen Hajc, je kasneje v intervjujih poudaril, da je dobil navdih za to zastavo v marijanski ikonografiji. Potem so francoski laicistični krogi protestirali, njegove trditve demantirali. Gospod Juhant, na eni strani borbeni laicizem, na drugi strani vse močnejši islamski ekstremizem, ali lahko v takem ambientu sploh še govorimo o neki krščanski identiteti v Evropi? Jaz mislim, da lahko govorimo, gledajte, če je Sarkozy govoril v laicistični Franciji o tem, da je pa Francija vendarle krščanska dežela, ne, in koliko je, seveda, to je drugo vprašanje, potem mislim, da to je. Res pa je, da je to vprašanje zelo zapleteno, tudi ne samo v politiki, v širšem kulturnem svetu, ampak tudi znotraj cerkve smo marsikaj izgubili to vero, da je to res. Jaz še vedno to verjamem, pa tudi številni drugi. Mislim pa, da se moramo tudi o tem usesti in pogovarjati, kot sem že enkrat omenil. Nemški krščanski demokrati in socialci so se večkrat o tem pogovarjali, pa so vedno znova pristali vsaj v načelnem stališču, da to je vodilo njihove politike, koliko se pa to seveda praktično vidi. Drugo vprašanje, vedno je bila med teorijo in prakso neka razlika, vendar jaz verjamem, da druge poti nimamo, zato je to hud zalogaj, zahteven zalogaj, vendar po moje brez
tega ne bomo mogli naprej. Gospod Umek, ko je Schuman podal predlog za ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo na začetku 50-ih, je to naredil, da bi dosegel to spravo med Nemčijo in Francijo in postavil temelje evropskemu miru. Vendar Evropa ni osamljen otok in je zelo odvisna od dogajanja okrog, zlasti na vzhodnih mejah. Ruska politika se zelo tiče recimo Evrope in nekatere evropske varnostne službe so v zadnjih mesecih opozarjale na to rusko kibernetsko vojskovanje, ki ga vodi ta država proti Evropi, in tudi sodelovanje Rusije s Kitajsko pri podpori Madurovega režima kažejo, da se rada postavi na stran nasprotnikov demokracije. Kakšna je torej konstelacija Evropske unije med temi velikimi igralci ZDA, Rusija, Kitajska na gospodarskem, vojaškem področju? To je zelo težko vprašanje, ker Rusija ima po eni strani ne more živeti brez Evrope, po drugi strani Evropa politično ne odgovarja. Mislim zdaj Evropska unija, ne? Ker če Rusija ne izvaža svojih energentov v Evropo, ona nima trga, ona nima financ in ona nima osnove, da eksistira. Po eni strani Evropo rabi, po drugi strani seveda hoče držati Evropo čim dalje od Rusije, saj da ne bi intelektualno in civilizacijsko vplivala na Rusijo. Rusi se vedno imajo za svojo posebno civilizacijo. Dobro, pustimo jim to. Jaz smatram, da jasno pa je, da pri ruskem predsedniku je njegova stara žilca še vedno malo živa, ne? Da tega tudi gre podpirati, tako kot je šel njegov predhodnik podpirati Kubo, gre pa zdaj ta Madura podpirati v Venezuelo in tako naprej. Skratka, kazati, da je močen. Zdaj, vprašanje je, kako naj Evropa in kako naj Združene države Amerike na to odreagirajo. Če bojo odreagirale pametno, se to da narediti z nekim dogovorom. Sem jaz trdno prepričan, da tukaj oni nimajo, to je za njih dosti predrago, da se bi oni imeli svoje enote v Venezueli in jih tam vzdrževali. Oni to hočejo pokazati, da to lahko naredijo, da lahko delajo v Evropi težave. Če bo Evropa, bog ve kje, je pa njihov interes, njihov notranji interes, recimo to so te kavkaške države, tukaj je meja z Ukrajino in tukaj so te drugi motivi, če hočete, je tudi izhod iz Črnega morja, ki je že 150-200 let mogoče tisto osnovno vprašanje, ki tare Rusijo, da prihajajo lahko v Sredozemlje, da grejo lahko naprej. To se pravi, jaz ne vidim, da se bi tle z Rusijo ob eni pametnem dogovoru, poglejte, vsi imamo korist in pustimo drugega nekako pri miru, se bi dal ta ruski fenomen v bistvu nekako obvladovati. Bi rekel, jasno pa je, da dokler je Rusija tako vitalno zainteresirana za trgovino z Evropsko unijo, mislim, da ne bo tukaj šla preko tiste zadnje stopnice. Ko smo pred četrt tisočletja se Slovenci začeli formirati v nacionalno skupnost, sta najpomembnejši povezovalni element igrala jezik in zgodovina. Danes, 250 let kasneje, torej se zdi, da imamo do jezika včasih zelo indiferentni odnos. Izdajatelji knjig v slovenščini večkrat poudarjajo, da brez nekih državnih podpor se jim je stvar popolnoma, se jim finančno ne pokriva. Da pa se ne strinjamo glede zgodovine, še pol pretekle, to pa mislim, da je povsem jasno. Gospod Cukjati, kje recimo lahko narod išče neke skupne točke, če se ne moreš dogovoriti glede tako temeljnih stvari, kot so neki simboli, datumi, prazniki? No, identiteta naroda je vsota identitet posameznikov oziroma tisto, kar združuje. Je tako kot v človeku, je njegova identiteta jedro, ki človeka osredišči in tudi iz njega izhaja neka celota, neka harmonija, tako mišljenja, govorenja kot delovanja. In če narod tega osrediščenja nima,
potem seveda je razdrobljen, je notranje sprt in tisto, kar narod osredišči, prvi element je pa odnos do njegove zgodovine, do njegovega trpljenja, do njegove usode, skozi kaj vse je naročil. To je prvi element osrediščenja. Tudi poglejte, bratje in sestre, ko se kasneje na stara leta srečujejo, se pogovarjajo, kako je bilo v otroških letih. Njih je izvor jih skupaj drži, ne, osredišči. In jaz mislim, da se s tem, ko se del zgodovine, eno plat zgodovine zamolči, in to zelo občutljiv del zgodovine, zamolči, preganja na silo, še vedno velja zakon molka, tako rekoč, ne pri žrtvah, pač pa pri izvajalcih zla, ne, kot sem zapisal v knjigi, ne, še vedno prepoved. In to je tisto, kar dela največjo škodo narodu. Zdaj, kaj narediti ob tem? Mislim, samo potrpežljivo se zavedati tega dejstva in pa tudi odprto govoriti, ne se bati govoriti, ne, čeprav bodo mahali s sovražnim govorom, pa ne vem čim. Jaz bi želel samo še eno vprašanje postaviti ob tem, čeprav so gospodi že začeli odhajati, pa bomo mogli počasi zaključiti, ampak prosim, da medtem, ko bom postavil to vprašanje in bomo poslušali odgovor, da tudi še z publike vsekako vprašanje se porodi. Torej, pred nekaj leti je predsednik Evropske komisije slovesno odprl kip Marksu in Engelsu, ki so ga financirali Kitajci, ali mogoče bil samo Marks, to nisem čisto prepričan. In ob tem dogodku se človek vpraša, ali bomo ob takih politikah, ki se recimo, in to je bil politik Evropske ljudske stranke, lahko prišli do pravilnega ovrednotenja komunističnega totalitarizma v Evropi in ali zahodnoevropski kolegi sploh razumejo to vzhodnoevropsko višegrajsko izkušnjo? Ja, to je veliko vprašanje in seveda, kot se je videlo, kako težko je prišlo do te resolucije, ki jo je potem leta 2009 sprejel Evropski parlament, pa že prej Svet Evrope, je to resno vprašanje, ampak zavedati se moramo, jaz se popolnoma strinjam z dr. Cukjatijem, da je treba o tem govoriti. Glejte, tudi recimo naš predsednik je pred kratkim sprejel žrtve različnih taborišč, ampak ni pa bilo med njimi nobenih žrtev, naprimer Šterntalja ali pa Teharji ali pa Škofje Loke oziroma Šentvida in tako dalje. Skratka, ta vprašanja so v zraku in seveda, ker vemo, da je to vprašanje tudi pokojni stanovnik je o tem veliko pisal in je primerjal recimo francosko družbo, kako težko se je iz tega revolucionarnega objema izvijala, je to seveda tudi naša tragika. Znani indijski filozof govori o različnih identitetah in seveda tudi o tem, da smo vsi vpeti nekako v teh identitetah v različne konstelacije in tudi nacionalna identiteta ni enoznačna, zato so seveda to vprašanja, ki jih lahko rešujemo samo v dialogu. Zdi se mi pa, da je izjemno pomembno, da ostajamo prisebni, da vsak tudi, ki se zaveda tega vprašanja, po svojih močeh to tudi širi v javni prostor. Ne glede na to, koliko je teh glasov, je to naša naloga in to si nekako tudi kot predsednik Združenih obliki sprave, Zdruštva Združenih obliki sprave zavedam in poskušam to tudi uresničevati, pa tudi na drugih področjih in mislim, da to je naša pot, da tako osveščamo prihodnje rodove, kajti le ob medsebojnem dogovoru lahko te zadeve razrešujemo. Druga varianta je pa seveda sila in nasilje. Tega nikoli ni mogoče. Morda bi se malo hitreje to zgodilo z neko lustracijsko politiko ob letu 90, ki pa najbrž ni bila izvedljiva tudi glede na politične konstelacije. Zavedati se moramo, da je tudi naša država razmeroma mlada in včasih pa, to pa moram tudi reči, žal pri marsikaterih ljudeh pogrešam neko prisebnost in mislim, da bi ta prisebnost tudi več lahko
storila za razreševanje teh zadev na različnih področjih, to se pravi povsod, kjer smo ljudje, imamo to možnost, da to zavest širimo in to potrebo po spravi in enakopravnosti vseh uveljavljamo v družbenem življenju na vseh področjih. Hvala lepa. Spoštovani, beseda je vaša.